Predajam oziroma k besedi pa vabim sedaj spoštovanega gosta, magistra Andreja Širclja, ministra za finance, kjer seveda ima v postpandemičnem okrevanju ministrstvo oziroma področje javnofinančnega sektorja z ukrepi, možnostjo ukrepov oblikovanja produktov in izbora tudi načrtovanja investicij izjemno pomembno vlogo. Izvolite, gospod minister. Ja, hvala lepa in dan, predvsem hvala lepa za povabilo. Vesel sem, da sem z vami. Zdaj, kakorkoli že delujemo, organizirali smo se preko videa, na ta način delujemo in seveda to že kaže, bom rekel, tudi na nek drugačen način delovanja. Žal se ne moremo videti osebno zaradi še vedno pandemije oziroma epidemije. Zaradi tega jaz mislim, da je prav, da najprej poudarim, da morajo biti vse naše moči usmerjene v to, da pandemijo oziroma da virus čim prej preprečimo oziroma odpravimo, da danes je to jasno, da zagotovimo to z višjo stopnjo precepljenosti in da seveda zagotovimo tudi to, da zmanjšamo tveganja na gospodarskem, finančnem področju, seveda tudi na družbenem, socialnem in ne nazadnje, da na medčloveško, da začnemo delovati brez virusa. Tukaj bi seveda rad omenil prvič fiskalno politiko, ki se izkazuje v postpandemičnih ukrepih na eni strani in na drugi strani želimo omeniti vlogo bančnega sektorja, kako jo dejansko vidim in, bom rekel, tudi upozoriti na nekatera tveganja. Če danes govorimo o evropski ravni, potem lahko ugotovimo naslednje. Prvič, Evropa se je aktivno vključila v okrevanje in odpornost gospodarstev, s tem, da se je enostavno Evropska komisija zadolžila na trgu, prvič v zgodovini, povečala se je solidarnost med državami, že bom rekel ta gesta, že ta napor to dejansko dokazuje. S tem se izboljšuje stanje gospodarstva na nacionalnih ravneh in tudi na ravni Evropske unije. To kažejo zadnje evropske napovedi oziroma napovedi tako gospodarske rasti, kot seveda drugi kazalci kažejo relativno ugodno gospodarsko rast in manjšo nezaposlenost. Med temi je Slovenija, med državami Evropske unije je Slovenija tista, ki, bom rekel, ima nadpovprečno gospodarsko rast in podpovprečno brezposelnost v Evropi. Nekaj vsekakor lahko pišemo takšnim gospodarskim in finančnim razvoju tudi ukrepom, ne nazadnje tudi Umar je ocenil, da je bruto družbeni proizvod, bom rekel, zdaj v negativnem padel manj za 4% točke, kot bi, če teh ukrepov dejansko ne bi bilo. In tukaj mora Evropa in okviru Evrope tudi Slovenija enostavno povedati, ja, reakcija na to krizo je bila drugačna kot v preteklosti, reakcija je bila skupna, zaradi tega so tudi določeni rezultati na gospodarskem in finančnem področju. Z tega zornega kota je seveda pomembno in to kažejo tudi proračuni za leto 2022, popravljen proračun za leto 2022, proračun za leto 2023, skratka veliko investicij. Zgodovinsko visoka raven investicij. Tukaj na eni strani seveda je ta proračun kritiziran predvsem zaradi tega, ker da je to preveč in da zato nismo sposobni, govorimo lahko o pregrevanju gospodarstva in tako naprej. Na drugi strani imamo enkratno priložnost, da dvignemo kvaliteto življenja v Sloveniji na višjo raven, da moderniziramo infrastrukturo, da izboljšamo kvaliteto zdravstvenega sistema za starejše in tukaj govorimo predvsem o novih investicijah. In tukaj seveda pričakujem in vabim finančni sektor za spodbujanje tem. Jaz mislim, da tudi ti zadnji ukrepi, ki so bili dani strani Evropske centralne banke in EBE, da dejansko omogočajo
tudi večjo fleksibilnost bank pri tem. Moramo pa seveda, in razumem banke, da so tukaj previdne, razumem banke, da morajo dejansko opraviti na nek način vizionarsko delo in sicer to, da dejansko določijo, da se s tem enostavno določi dolgoročno poslovanje podjetij, kakšno bo dolgoročno poslovanje podjetij, tukaj seveda lahko govorimo o 5 oziroma 10 letih, dolgoročni model poslovanja in jaz mislim, da tukaj je seveda dodaten izziv za banke, da to dejansko naredijo. Menim seveda tudi to, da je bančni sistem danes stabilen, to kažejo podatki, kapitalska ustreznost je primerna, nedonosnih terjatev je relativno malo, danes je slika finančnega sektorja popolnoma drugačna, kot je bila pred zadnjo krizo. Popolnoma drugačna, če govorimo seveda o slovenskem bančnem sistemu in menim, da je ta bančni sistem dovolj robusten, dovolj močan, da primerno odreagira tudi ob kakršnikoli nihanjih oziroma s tem, da se tveganja, o katerih govorimo danes, da postanejo večja oziroma da je na to treba dejansko odreagirati. In če govorimo seveda o tveganju, prvo tveganje sem že omenil, to je tveganje glede COVID-a. Tukaj resnično mislim, da je treba narediti vse, da se to zmanjša. Vlada se na tem področju trudi. Moram seveda omeniti tudi tveganje glede inflacije. Zdaj, inflacija, kakorkoli že danes staja, se povečuje in danes poteka razprava v Evropi, v Sloveniji o tem, ali je inflacija stalne ali začasne narave. Takšne razprave so, bom rekel, na akademski ravni seveda sprejemljive in so seveda tudi lahko dobre in učinkovite, vendar tisti, ki se ukvarjamo z ekonomsko politiko in ki moramo gledati vnaprej, moramo dejansko se bomo morali enkrat zelo kmalu odločiti, ali gre tukaj za začasno ali stalno narave inflacije. Namreč, če gre za čas in bi začeli sprejemati ukrepe, ki bi začeli zmanjševati potrošnjo, s tem bi vplivali na gospodarstvo, s tem bi seveda vplivali tudi na bančno aktivnost in seveda s tem bi prizadeli gospodarstvo, ki komaj okreva danes od COVID-a. To bi enostavno pomenilo seveda manjše, bi seveda povečalo nezaposlenost in zmanjšalo število delovnih mest, ker bi se v gospodarstvu zmanjšali prihodki dobički in tako naprej. To bi bilo seveda ob tem, če je to začasne narave ta inflacija, dejansko napačna odločitev. Če pa gre za stalno, pa se kasneje zdi, da ni nobene reakcije, v tem primeru so lahko seveda ukrepi, ki bi bili sprejeti kasneje, močnejši, dolgoročnejši in seveda zaradi tega bi imel tudi lahko več negativnih učinkov. Tako da jaz seveda pričakujem, da bodo predvsem tisti, ki tukaj glede tega najbolj zaključeni, to so monetarne oblasti, enostavno na podlagi analize sprejele odločitev, ali gre tukaj za dokončnost, za stalnost ali začasnost inflacije. Mislim, da je to izredno pomembno tudi za nadaljni razvoj ekonomskih politik. Danes govorimo, da je začasno, kot pravi Evropska centralna banka, kot pravi je tudi druge mednarodne institucije, tudi centralna banke Združenega kraljestva na primer. Tako da z tega zornega kota govorimo o začasnosti in seveda vsi postavljamo, ta večina evropskih držav, svoje ekonomske politike na tej predpostavki. Jaz seveda tudi upam, da je začasna in da se bo to dejansko tudi pokazalo v prihodnosti. Tukaj bi omenil samo še možnost bančnega sektorja v okviru tega, v okviru fiskalne politike in če govorimo o fiskalni politiki, potem danes lahko rečemo, da nimamo fiskalnih pravil.
In če nimamo fiskalnih pravil v veljavi, v tisti veljavi, kot bi dejansko morali biti, imamo seveda tudi ekspanzivno fiskalno politiko. Seveda ta ekspanzivna fiskalna politika je lahko tudi eden izmed momentov, ki vpliva na inflacijo. Naslednja tveganja, o katerih lahko tukaj govorimo, so prekinitev dobavnih verig. Mislim, da tukaj je treba narediti veliko, predvsem usmeriti cilje v to, da bodo te dobavne verige potekale čim bolj nemoteno. Jaz mislim, da imajo tukaj mednarodne svetovne organizacije nalogo oziroma izziv, da to dejansko uredijo. Drugače pa je slovenska pot glede razvoja začrtana tudi z načrtom za okrevanje in odpornost, ki določa seveda investiranje v zeleno in tukaj pričakujemo od bančnega sektorja aktivnost in seveda v digitalno. To ta načrt predpostavlja in seveda z tega zornega kota pričakujem, da bo banke, da bo finančni sektor usmeril svoje moči, znanje, izkušnje v to smer. Še enkrat bi rad opozoril na to, da ocenjujem slovenski bančni sektor kot stabilen, da enostavno je zmožen premagati vsa tveganja kot tista, ki obstaja na evropskem kot na nacionalnem nivoju in mislim, da bodo banke še naprej uspešno prispevale k nadaljnji konstrukciji konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva, da bodo ponujale sodobne tehnološke storitve na področju finančnih storitev. Ob tem pa želim pred koncem samo še besedo poudariti in pohvaliti bančnemu sektorju za do zdaj uspešno sodelovanje z gospodarstvom, kajti tudi v času pandemije, v času krize, takrat, ko je bilo najhuje, so banke prisluhnile gospodarstvu in prebivalstvu, predvsem gospodarstvu tukaj in tudi zagotovile, da je danes gospodarstvo v takšnem dobrem stanju, konkurenčnem stanju, da ni prišlo do odpuščanj, da ni prišlo do povečanja nezaposlenosti in da seveda tudi so podjetja obstala na trgu. S temi besedami zahvale se vam zahvaljujem za vašo pozornost, želim vam uspešne bančne dneve in ostanite zdravi. Minister, lahko morda še 2-3 minute, če bi bilo kakšno vprašanje iz publike, pa upam tudi, da lahko ostanete minister z nami ali pa se potem vmes priklopite k temu zelo intenzivnemu urniku, ki ga imate posebej še zdaj v času dodatno predsedovanja. Hvala lepa. Ima kdo tukaj morda vprašanje, pa preden nadaljujemo, sicer mogoče priložiti poslučiti v nadaljevanju, ker lahko še nekaj časa z nami. Vidim nobene rokice, morda samo potem en kratek odziv, minister. Bančni sektor absolutno je pripravljen kapitalsko likvidnost, izrazito dobrih kondicij, cilj podpreti gospodarstvo je izjemno intenziven, tudi kot je omenjeno okoljskemu in družbeno odgovornemu pristopu financiranja projektov, je bančni sektor slovenski že kar dolgo zavezan, med prvimi, ki je začel v svoje strategije vključevati potem oblikovati dejanja te strategije na tak način. Je pa seveda današnja razprava oziroma konferenca posvečena kot ta eden izmed korakov. Zdaj v tem procesu res izjemno pomembno še nadaljne sodelovanje gospodarstva, bank, podjetnika, pa tudi seveda nadzornika, regulatorja in pa seveda vlade oziroma posebej nekaterih resorjev. Posebej, če želimo temeljiti naš razvoj na digitalnem, visoki dodani vrednosti, seveda okoljskem in družbeno odgovornem. Tako da mi oziroma sektor bančni in finančni kot celota, vključujoč finteke, res upamo, da skupaj izstopljamo skupaj iz te razmer, in da bomo lahko čim prej se posvetili skupaj spremembam še zakonodaje, ki je potrebna, zato da bomo lahko digitalizacijo v resnici učinkovito vključevali poslovne procese bančne institucije.
povedati tudi Poljske. Se veselimo intenziviranega sodelovanja z vsemi v tem procesu in absolutno pripravljeni in željni v sektorju, da skupaj naredimo čim več in čim bolje za Slovenijo v kontekstu nadaljnjega razvoja.